Tudi novo stanovanje lahko ima precej neuporaben tloris, ki ga je potrebno pred vselitvijo prilagoditi. Samo osrednji prostor bomo prilagodile, je rekla lastnica arhitektki Špeli Modic, ampak se je kmalu premislila. Živa Čares je svoje novo dvosobno stanovanje lahko ugledala šele, ko ga je kupila. Kuhinja, jedilnica in dnevni prostor so bili povezani, ampak kuhinja je bila premajhna, predviden prostor za jedilno mizo pa povsem neprimeren. In kako naj opremi ta osrednji del stanovanja, da bo tvoril neko zaključeno zgodbo? Poiskala je strokovno pomoč. Špeli Modic in Neži Mekota iz arhitekturnega biroja Prostorama je prišla s predstavo o tem, kaj si želi. Ko pa je slišala njune ideje, pa je sklenila z njuno pomočjo svojim potrebam prilagoditi kar celo stanovanje. Prvotno so bila tukaj vrata, ki so preprečevala svetlobi, da bi prišla v predsobo in zato je bila predsoba temačna. Mi smo pa to odprtino razširili in vanjo vstavili steklena drsna vrata s potiskom lista. Da bi pridobili še več svetlobe v predsobi, smo v njo namestili veliko ogledalo, ki še dodatno poveča prostor. Mizar nam je izdelal garderobno omaro, za katero smo skrili dimnik, ki je v predsobi. Obenem pa je v omari še vedno dovolj prostora za vse jakne, za torbice in vse, kar pač Živa potrebuje. Mizar nam je pomagal tudi pri izdelavi kuhinje, kjer je poskrbel za izdelavo visokih elementov in tega panela, ki delno zakriva kuhinjo. Delno pa je kuhinja serijska, ta del, kolikor smo lahko, smo naročili. Posebnosti kuhinje je mogoče pult, ki se lahko popravlja z likanjem, se pravi, če se popraska, se lahko polika. Kuhinjo smo potisnili izven prvotnega območja kuhinje in to je vidno tudi na prehodu med ploščicami in parketom. Živa je želela dovolj shranjevalnih površin, zato smo ta del izumljali. Tukaj smo si zamislili veliko in zelo dostopno kotno omaro. To ni neka standardna rešitev, zato smo tukaj potrebovali kar nekaj komunikacije z mizarjem, da smo vse to uskladili. Mizar nam je pomagal reševati prostorsko stisko tudi na tej strani, kjer smo naredili vgradne omare z izvlečnimi predali, tako da smo koristili res vsak centimeter kuhinje. Preden je stanovanje dobilo končno podobo, je Živa živela v praznem. Nestrpno je čakala vsak kos pohištva. Na primer stole, Light Janeza Suhadolca, ki so idealni prav za majhne prostore. Prvotno je bila tukaj spalnica s posteljo in z omaro. Ker pa ima Živa kot prava ženska veliko oblačil, smo omaro podaljšali in zgradili znotraj spalnice garderobno sobico. Navadno so garderobne sobe zaprte z vrati, mi smo se pa zaradi Živinega značaja odločili za zaveso, kar poudari neko nežnost in mehkobo in ambientalnost te sobe. Skladno s tem smo izbrali tudi tapeto in pa razsvetljavo, ki omogoča tako ambientalno razsvetljavo, kot tudi branje v postelji. Ker nam garderobna soba zasede nekaj več prostora, kot je bilo planirano, smo izbrali lebdečo posteljo, ki nima ostrih robov, prav tako je velika točno 160 x 200 cm in nima okvirja. Fiksirana je v steno in na eno sredinsko nogo, kar ji kljub temu, da je postelja lebdeča, omogoča trdnost in stabilnost, kar nam bo pa Špela zdaj
pokazala. Veliko ljudi ima pomisleke, da ta postelja škripa ali da ni stabilna, ampak dokažemo, da niti ne škripa in da je zelo stabilna. Brez skrbi lahko skačete po njej. V kopalnici ploščic in sanitarne keramike niso menjavali, ker bi stroški poleteli v nebo. Sta pa arhitektki izrisali opremo. Pralni stroj sta na primer skrili v visoko omaro. Živa si v osnovi v stanovanju ni želela nobenih barv, zato smo se osredotočili na svetle in bele barve ter na les. Potem pa sva iz špelov predstavili ta nek vzorec na steni iz 2 pastelnih barv, ki se ujemajo s taboreji, in je bila Živa navdušena. Izbrali smo udoben kavč, snemljivo prevleko iz mešanice lanu in bombaža, ki se lahko sname in opere v stroju. Zraven spadajo taboreji, ki so lahko dodatni sedeži, lahko so mizice ali pa so uporabni tudi kot pladnji. To je en tak multifunkcionalen kos pohištva. Živo je opremljanje stanovanja s strokovno pomočjo sicer stalo nekoliko več, kot če bi se ga lotila sama. Ampak zdaj uživa v domu, ki je pisan na kožo.